Dober dan, moje ime je Matej Sotlar, prihajam iz geodetske uprave, sem pa tudi vodja skupine za geoinformatiko v okviru projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir. V predstavitvi bom govoril o skupni infrastrukturi, ki bo digitalno povezala procese, podatke in informacijske rešitve. Iz izkušenj na prejšnjih projektih vemo, da so poleg tehnološkega pomembni tudi mehkejši vidiki skupne infrastrukture, med katere prav gotovo spada tudi upravljanje. Najprej bom predstavil, kako so se s povezovanjem infrastrukture za prostorske informacije spopadli na nivoju Evrope, kaj so se naučili in kako bodo postopali v prihodnje. Glavni del predstavitve pa je namenjen trenutnim in bodočim aktivnostim za graditev skupne infrastrukture za prostorske informacije v Sloveniji. Začnimo zgodbo v Evropi z Inspire direktivo. Zakaj sploh Inspire, zakaj je Evropa lansirala Inspire direktivo? Primarni cilj je bil vzpostaviti infrastrukturo za prostorske podatke, na osnovi katere se bodo sprejemale okoljske politike v Evropski uniji. Začetek je bil obetaven, ni omenjena samo infrastruktura, ampak tudi en pomemben primer uporabe. Se pravi, tehnologija ne bo sama sebi namen. Enako velja tudi za vizijo. V resnici na ljubo je pa sama implementacija direktive Inspire bila mnogo bolj tehnološka. Poglejmo, kaj so na nivoju Evrope, se pravi, kaj je Evropska komisija ugotovila iz implementacije direktive Inspire na nivoju Evrope. Tukaj bom predstavil 5 glavnih ugotovitev, pa bi šli kar po eno za drugo. Se pravi, prva ugotovitev je, da je Inspire direktiva še vedno primerna za svoj namen, ampak tehnično zelo zahtevna in kompleksna, zato so se pojavljale v državah članicah vzporedne implementacije, tudi obstoječa GIS orodja so dobivala neke dodatke po meri, ki so se izkazali za problematične. Veliko bolj primernejša za prihodnost, ali kot rečemo fit for future, je usmerjenost na upravljanje in ne na tehnologijo. Infrastruktura se mora razviti v fleksibilen, agilen in trajnosten ekosistem za upravljanje z okoljem. K temu stremijo tudi Inspire delovni programi do leta 2024, ki že vključujejo dosedanja spoznanja iz implementacije direktive. Druga ugotovitev je, da je Inspire direktiva pravno skladna z drugimi evropskimi predpisi, ampak sinergije bi se lahko bolje izkoristile. Inspire ne sme biti sam sebi namen, ampak se mora povezovati tudi z drugimi vsebinami širšega evropskega podatkovnega prostora. Naslednja ugotovitev je, da je implementacija Inspire direktive olajšala delo na področju prostorskih podatkov, predvsem zaradi izboljšanja možnosti odkrivanja, razpoložljivosti in dostopnosti prostorskih podatkov. Spet je tukaj ampak, še vedno obstaja velik potencial za poenostavitve. Drugi ampak je pa, da se je ugotovilo, da so po državah članicah različni načini licenciranja. To je seveda posledica tega, da je večina držav članic licenciranje imela urejeno že pred Inspire direktivo, in Inspire tega ni uspel poenotiti. V resnici na ljubo niti ni tega eksplicitno naslov. Bila so samo priporočila v stilu, naj bodo podatki čim bolj odprti, razen tam, kjer se ne sme, zaradi osebnih podatkov ali pa nacionalne varnosti ali česa podobnega. Če pogledamo glavne dodane vrednosti Inspire direktive, ki jih je zaznala Evropska komisija, vidimo, da čeprav bila implementacija Inspire direktive zelo tehnološka, pa so glavne koristi pretežno netehnološke, kar je zanimivo. Še ena slabost ali pa pomanjkljivost, ki je bila ugotovljena, je, da je bilo v upravljalske strukture na evropskem nivoju so bili vključeni le ponudniki podatkov. Pogosto so bili zaradi tega odzivi na novosti počasni,
Vse skupaj je delovalo zelo nefleksibilno. Upravljanje po državah članicah je bilo pa še bolj ohlapno zastavljeno. V bistvu so bile predpisane samo nacionalne točke za stike, ki so pač sledile zakonodaji. Ugotovitev je tudi, da bo v prihodnje treba dati poudarek že v akcijskem načrtu ne samo na tehnološki in pravni nivo, ampak tudi na organizacijsko-upravljavski. Lahko rečemo, da je bil Inspire prvi poskus povezovanja prostorskih podatkov na ravni Evropske unije in ga kot takšnega, kot referenčni projekt navajajo po vsem svetu. Glede na to, da je bil tu prvi poskus, ni bilo za pričakovati, da bo vse takoj 100% v redu, so pa koristi implementacije zelo velike. Čeprav je bil to v osnovi pravni in tehnološki okvir, se je izkazalo, da so zelo pomembna tudi upravljanje in znanje oziroma usposobljenost. Na ta dva vidika se predvsem na nivoju držav članic ni dajalo nekega posebnega poudarka. Sta pa skupini za implementacijo in vzdrževanje Inspire direktive in njena tehnična podskupina, znani pod kraticama MIG in MIG-T, ugotovile pozitivne učinke tudi na teh bolj mehkih področjih. In sicer ugotovljeno je bilo, da se je razpravljalo o različnih pristopih in načinih informatizacije v državah članicah in iskalo neke dobre prakse. Pridobilo se je tudi boljši vpogled v razlike med državami članicami. Spodbujalo se je razmišljanje, kako bi se povezovali v prihodnje in pa usklajevalo se je tudi rabo standardov. Kaj Evropa predpisuje za prihodnost? V strategiji za podatke Evropske unije iz leta 2020 je bila Inspire direktiva prepoznana kot pomembna infrastruktura za zagotavljanje prostorskih podatkov strani držav članic. Ker pa so bili odzivi držav članic že med samo implementacijo, da je direktiva prekompleksna in zelo zahtevna za implementacijo, so se odločili za evaluacijo in revizijo direktive. To se je zgodilo v okviru iniciative Green Data for All. Pri evaluaciji smo sodelovali države članice s posredovanjem izkušenj in pa tudi predlogov po izboljšavah oziroma poenostavitvah. In to je bila potem osnova za revizijo. Časovnica se je že nekajkrat zamaknila. Ta, ki je tukaj napisana, so zadnje informacije, se pravi, do konca letošnjega leta je odprta javna razprava, do konca prihodnjega leta se bo izdelala ocena in študija vplivov, do sredine leta 2025 pa naj bi se formalno potrdili ti predpisi. Evropski predpisi, ti trije, ki so tukaj napisani, so v bistvu najpomembnejši. Se pravi, evropski predpisi na tem področju so zelo usklajeni in stremijo k prehodu na zeleno in digitalno. Inspire direktiva se bo vkomponirala v druge predpise, recimo v zbirke velikih vrednosti in podatkovne prostore, vendar zaenkrat še ni jasno, kako. Jasno pa je, da se bo sigurno potrebno povezovati tudi z drugimi, tudi neprostorskimi vsebinami. Poleg zakonodaje moramo seveda spremljati tudi, kam gre tehnologija v Evropi. Se pravi, spremljati moramo razvoj novih tehnologij. Pri tem ni potrebno, niti da jih takoj in niti da jih vse vključujemo v našo skupno infrastrukturo za prostorske informacije. Moramo jih pa poznati. Prioritete vključevanja posameznih tehnologij pa bodo potem seveda odvisne od potreb uporabnikov. Kaj imamo v načrtu v Sloveniji, kako se bomo s temi izzivi spopadli? Da bomo lažje razumeli nekatere odločitve, ki smo jih sprejeli, moramo najprej pogledati še ugotovitve iz implementacije Inspire direktive v Sloveniji, pa bomo najprej pogledali slabosti, pa bolj pozitivno zaključili s koristmi. Tudi v Sloveniji smo ugotovili, da je Inspire direktiva zahtevna in kompleksna, in sicer tako za
razvijalce, kot tudi za uporabnike Inspire skladnih izdelkov. Tehnične specifikacije se od začetka, se pravi od leta 2007, praktično niso posodobile. Vemo pa, kakšen napredek je v tem času, v teh več kot 15 letih, dosegla tehnologija. Zaenkrat ni nekih produktov, še posebej ne takih, ki bi bili medijsko odmevni, ki bi izkoristili potencial Inspire bazena, recimo Evropski register naslovov ali Evropski katastrski načrt ali neka skupna osnovna karta. Tudi ni takih nacionalnih produktov v Sloveniji, ki bi uporabljali Inspire storitve in zbirke. Na nek način je to v bistvu razumljivo, ker je bil pač v Inspire direktivi poudarek na infrastrukturi, ki te izdelke omogoča, ne pa na samih izdelkih. Trenutno ni jasna smer razvoja celotne medopravilne infrastrukture na evropski ravni, večkrat se omenjajo podatkovni prostori, in ni jasno tudi, kako se bo Inspire infrastruktura integrirala v to in kako se bo prilagodila oziroma posodobila. Žal upravljavci niso prepoznali koristi, ki jih Inspire prinaša, ampak so svoje zbirke in servise uskladili z Inspire zahtevami, zato ker so morali. Niso delali zaradi nekih višjih ciljev ali zaradi večje uporabe svojih podatkov, ampak zato, ker tako piše v zakonu in da se izognejo kazni. To prav gotovo ni ta pravi pristop. Če pogledamo še to bolj svetlo stran, z uvedbo direktive Inspire, lahko rečemo, da je tudi v Sloveniji bilo opravljeno zelo veliko delo in dosežen pomemben napredek. Tehnična in tehnološka vzpostavitev produkcijskih in distribucijskih okolij z metapodatkovnimi opisi in servisi je omogočila, da so prostorski podatki lažje dostopni in da je bolj jasna njihova vsebina. Primarno je bilo to res narejeno za Inspire potrebe, nekatere rešitve pa se v praksi uporabljajo in prenašajo tudi na druge ravni, recimo v prostorske infrastrukture, ki niso Inspire. Po mojem mnenju največja pridobitev je Inspire skupina. Inspire skupina je omogočila premostitev meja oziroma silosov po resorjih. Začeli smo razmišljati izven svojih vrtičkov in spoznali, da naši podatki vplivajo tudi na druge resorje. Tako da Inspire skupino imamo lahko za nek začetek sodelovanja in povezovanja. Želimo si združevati podatke različnih vsebin, jih s tem obogatiti in na ta način s kakovostnimi podatki omogočiti tako lažje in bolj z informacijami podprto odločanje v javni upravi, enostavnejši dostop do popolnih informacij za državljane in seveda tudi večje priložnosti za privatni sektor in akademske sfere. Za infrastrukturo je zelo pomembna usposobljenost tistih, ki jo gradijo in razvijajo, zato so izkušnje in kompetence, ki smo jih pridobili z implementacijo direktive Inspire, neprecenljive. Med koristmi velja izpostaviti tudi vsakoletni Inspire dan kot osrednji dogodek v Sloveniji, kjer smo izmenjavali informacije z področja prostorskih podatkov, tako pri nas kot v tujini. Ozaveščali smo tako razvijalce kot tudi uporabnike na področju prostorskih podatkov in lahko rečemo, da je bil to en pomemben korak pri grajenju skupnosti. Če moramo izpostaviti nekaj ugotovitev, ki so potem vplivale tudi na odločitve, ki smo jih sprejeli v zelenem slovenskem lokacijskem okvirju, bi rad izpostavil tele 3. Prva je, da se ne smemo osredotočiti na tehnologijo, sploh pa ni dobro, da se predpisujejo tehnološke specifikacije. To je omejujoče, ni nujno primerno za vsa okolja in hitro zastari. Bolje se je usmeriti na uporabnike. Zakaj? Lahko imamo najnaprednejšo tehnološko infrastrukturo, lahko tudi najboljšo na svetu, ampak če nimamo uporabnikov, v bistvu nimamo nič. Taka infrastruktura je obsojena na propad. Zato je zelo pomembno, da gradimo skupnost, ki vključuje vse deležnike, ponudnike podatkov, končne uporabnike, razvijalce,
akademike, privatni sektor, javno upravo, lokalno upravo, pa verjetno sem še koga pozabil. Vsak od teh deležnikov pa mora prispevati svoj delež k razvoju infrastrukture, in sicer z večjo angažiranostjo, pa tudi s finančnimi vložki. Ne more pasti breme samo na eno inštitucijo ali pa recimo samo na državno upravo. Morajo pa zato deležniki jasno videti koristi, ki jih bodo imeli z vključevanjem v to skupno infrastrukturo. Zelo pomemben vidik, kot je bilo že izpostavljeno, je usposobljenost vseh, tudi uporabnikov, ki bodo znali izkoristiti potencial prostorskih podatkov, ki so na voljo. Če hočemo zagotoviti stabilen razvoj tudi v prihodnosti, pa se moramo tudi malo ozrti preko meja, kaj se dogaja po svetu, ter proaktivno sodelovati v mednarodnih organizacijah in delovnih skupinah, ki določajo smernice za prihodnost. Kako te ugotovitve spraviti v življenje? Lahko rečemo, da je zeleni slovenski lokacijski okvir prvi korak k povezani oziroma skupni infrastrukturi za prostorske informacije, oziroma da je prva priložnost, da pravilno zastavimo pot. Digitalna povezanost pomeni ne samo povezanost informacijskih rešitev in podatkov, ampak tudi procesov. Če je Inspire direktiva bila osredotočena na povezovanje v tehnološkem smislu, je zeleni slovenski lokacijski okvir osredotočen na povezovanje širše. Že v viziji je tukaj omenjeno upravljanje, tehnološko povezovanje je omenjeno zgolj kot pomoč za doseganje nekega višjega cilja. Tudi upravljanje skupne povezane infrastrukture seveda ne sme biti v domeni ene inštitucije, ampak morajo sodelovati vsi pomembnejši deležniki. In zato bomo tudi poskrbeli v okviru zelenega slovenskega lokacijskega okvirja. V zelenem slovenskem lokacijskem okvirju se bo v bistvu dogajal razvoj do sredine leta 2026. Želeli smo seveda uporabiti vse izkušnje iz programa e-prostor oziroma uvajanje Inspire direktive, da ne bi ponavljali napak, ampak zgradili bolj uporabno, bolj trajnostno infrastrukturo v širšem smislu pomena besede infrastruktura. Projekt Zeleni slovenski lokacijski okvir nam daje organizacijsko in finančno možnost, da naredimo velik korak naprej, predvsem na področju povezovanja, ki pa mora biti seveda podprto s pametno izbranimi tehnologijami. V tem projektu za povezovanje skrbi skupina za geoinformatiko, ki v okviru naloge skupna infrastruktura za prostorske informacije snuje strategijo in akcijski načrt skupne infrastrukture, ki bo vključeval različne vidike, ne samo tehnološkega. Zelo pomembna sta upravljavski in človeški vidik. Želimo delovati vključevalno za vse deležnike. Gradimo skupino, ki bo operativno skrbela za obstoj in razvoj skupne infrastrukture tudi po zaključku projekta. Gradimo skupnost, ki bo znala izkoristiti in bo izkoriščala vse potenciale te infrastrukture. Želimo spodbujati inovativnost in tako naprej. Če se vrnem nazaj na tehnologijo, ni potrebe, da smo tehnološko poenoteni, v smislu, da uporabljamo iste tehnologije ali celo iste informacijske rešitve za posamezna področja. Na primer, ni potrebe, da vsi uporabljamo geoserver za servise, ne pa Esrijevih orodij, zato ker so plačljiva ali pač z kakšnega drugega razloga. To ni potrebno. Dovolj je, da rešitve znajo med sabo komunicirati in izmenjevati podatke. Bolj pestra, kot bo infrastruktura v tehnološkem smislu, več bo seveda možnosti implementacij in večji bo potencial. Ker nismo želeli, da prevlada tehnološki vidik, smo kot nek kažipot skupni infrastrukturi za prostorske informacije izbrali integriran okvir za prostorske informacije, znan pod kratico IGIF, ki so ga Združeni narodi razvili skupaj s Svetovno banko. Čeprav je bil razvit za države tretjega sveta, ki tehnološko zaostajajo za nami v digitalizaciji,
pa smo ga prevzeli ne, da bi se ga držali kot pijanc plota, ampak da ne pozabimo na katerega izmed pomembnih vidikov. Če smo v okviru Inspire gradili infrastrukturo v tehnološkem smislu, pa se pri zelenem slovenskem lokacijskem okvirju daje poudarek tudi na teh bolj mehkih vidikih, ne na upravljanju, kot rečeno že želimo skupno upravljanje, in na človeških vidikih, opolnomočenju, na kadrih, stikih z javnostmi. Gradimo torej skupnost, ki bo sposobna razvijati in uporabljati skupno infrastrukturo za prostorske informacije. In na te vidike ne smemo pozabiti niti med izvajanjem zelo tehnoloških nalog. Na katerih vidikih nam pa največ manjka? Analiza v okviru IGF-a je pokazala, da imamo najslabši rezultat na vidikih usposabljanje in izobraževanje ter komunikacija in vključevanje. Ta dva vidika smo seveda dodatno naslovili v našem projektu. Najboljše smo se odrezali pa na vidikih podatki in politike in zakonodaja, kar seveda ni presenetljivo glede na to, da se je to uredilo z implementacijo Inspire direktive. Če pogledamo še cilje naloge, skupna infrastruktura za prostorske informacije v okviru projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir, višji cilj je seveda, da pridemo dejansko enkrat do skupne povezane infrastrukture, ki smo ji nadeli ime GeoSlovenija. Zagotoviti želimo upravljavsko strukturo, ki bo usposobljena in kompetentna za nadaljnji razvoj skupne infrastrukture. Procesno povezovanje med resorji je zelo velik korak naprej. Nihče v Evropi še ni procesno popolnoma povezan in s tem segmentom se bomo lahko pohvalili tudi izven meja Slovenije. Želimo si zakoreniniti usmerjenost na uporabnike. Tudi upravljanje je odvisno od uporabniških potreb, ki so lahko zelo različne. Vemo, da državljani vedno bolj rabijo takojšnje trenutne informacije, tudi če niso čisto točne. Odločevalci v državni upravi in tudi na lokalni ravni rabijo točne, obogatene informacije, običajno za daljše obdobje, razvijalci pa seveda vse vmes, odvisno od primerov uporabe, ki jih podpirajo. Kar pomeni, da moramo poznati potrebe uporabnikov. To bomo pa najlažje dosegli tako, da jih vključimo v upravljanje. Želimo biti aktivna skupnost, v sodelovanju želimo spodbuditi tako razvijalce kot tudi uporabnike. Za razvijalce bomo postavili peskovnik, kjer bodo lahko testirali svoje izdelke. Za uporabnike bomo postavili demo portal, kjer si bodo lahko gledali možnosti oziroma kaj lahko vse počnejo na skupni infrastrukturi. Oboje bomo pa poskušali pridobiti z usposabljanjem, izobraževanjem ter predstavitvami in promocijo. Delovanje skupne infrastrukture je seveda nemogoče brez osnovnih skupnih gradnikov in te bomo implementirali že tekom naloge skupna infrastruktura. Krožno gospodarjenje s prostorom je prvi pomemben primer uporabe, ki ga želimo podpreti skupno infrastrukturo, in s tem bomo seveda dokazali, da tudi mi ne gradimo infrastrukture samo zaradi infrastrukture, ampak da je uporabna in koristna. Eden od ciljev naloge je seveda tudi izdelava strategije in akcijskega načrta, tudi za obdobje po zaključku naloge oziroma projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir. Če pogledamo še cilje z bolj informacijskega vidika, kaj želimo, na produkcijski ravni si želimo povezati produkcijske sisteme vseh resorjev na procesni ravni. Se pravi, ne samo podatkovno, ampak tudi procesno. Na distribucijski ravni si seveda želimo povezati distribucijska okolja, na ta način obogatiti podatke in pa dati na razpolago tudi skupne gradnike, ki bodo olajšali delo upravljavcem. Na nivoju upravljanja želimo združiti
obe skupini, se pravi skupino za geoinformatiko in Inspire skupino, po potrebi še razširiti, da dobimo skupino, ki bo operativno skrbela za razvoj skupne infrastrukture. Na vrhu so pa opisani tudi nekateri izdelki oziroma gradniki, ki bodo poskrbeli za lažje delo uporabnikov. Kako si predstavljamo skupno infrastrukturo v prihodnje? Želimo, da bodo na GeoSloveniji dostopni, povezani in razumljivi podatki s področji, ki sodelujejo v projektu Zeleni slovenski lokacijski okvir. Želimo, da bo imela GeoSlovenija največji zbir prostorskih podatkov v Sloveniji in da bo kot infrastruktura pomemben del državne infrastrukture za dostop do vseh informacij. Želimo, da v primeru naravnih nesreč ali pa kakršnekoli nujnih ad hoc medresorskih potreb najprej vsi pomislimo, da bomo najbolje in najhitreje podprli rešitev na skupni infrastrukturi za prostorske informacije. To pa zato, ker je tukaj izbranih največ relevantnih informacij, ki so med seboj že povezane. Če bomo delali po vrtičkih, bomo rabili več časa, več energije, več kadrov in lahko dobimo neoptimalne, neusklajene, nekonsistentne, včasih celo nasprotujoče rešitve. To pa samo zato, ker pač ne upoštevamo vseh podatkov, vseh dejstev, ki jih dejansko imamo na voljo po vseh resorjih. Tudi v primeru naravnih nesreč pa ne smemo zanemariti vsakdanjih izzivov. Na to je opozoril predstavnik Svetovne banke na letošnjem regionalnem srečanju geodetskih uprav. Če ne rešujemo, ali pa če ne rešujemo pravilno, majhnih vsakdanjih težav prerastejo v velike, težko rešljive. Povedal je, da imajo v zadnjem času zelo veliko takih primerov in njihovo število narašča. Tudi to lahko projiciramo na nedavne poplave, ki so se zgodile v Sloveniji. Se pravi, če bi se prostorski načrti sprejemali na osnovi vseh razpoložljivih podatkov, bi zagotovo bile posledice poplav manjše. Upamo in bomo seveda vse naredili za to, da bodo tudi drugi upravljavci spoznali prednosti in se povezali v našo skupno infrastrukturo ter s tem še dodatno obogatili razpoložljive podatke in povečali potencial uporabe. Na ta način bomo tudi lažje gradili digitalne dvojčke, ki so v zadnjem času tako popularni. Omenil bi še, da so v preteklosti že bili poskusi povezovanja, ki pa niso bili uspešni zaradi različnih razlogov. Skupno jim je bilo pa to, da deležniki niso verjeli v projekt, ker niso videli koristi in se potem dejansko niso povezali. Verjamemo, da smo mi ubrali pravilen pristop. Bodimo proaktivni, dajmo narediti prvi korak, tudi v praksi oziroma implementaciji. Delimo svoje podatke, povežimo se z drugimi upravljavci, zagotovo bomo imeli vsi korist od tega. Za konec bi se zahvalil vsem sodelavcem v skupini za geoinformatiko za intenzivno in strokovno dosedanje delo na projektu in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Vodstvu oziroma projektnemu svetu Zelenega slovenskega lokacijskega okvira, ki nam je zaupalo tako pomembno nalogo, zunanjim izvajalcem, ki nam redno širijo obzorja in nas pravilno usmerjajo, ter vsem vključenim v projekt Zeleni slovenski lokacijski okvir, tudi po vertikalnih projektih, ker so dokazali, da znajo in zmorejo razmisliti širše izven svojih vrtičkov in da so pripravljeni na povezovanje. Verjamem, da nam bo ta projekt v ponos vsem sodelujočim, življenje in nadaljnji razvoj skupno infrastrukturo prostorskih informacij, tudi po projektu pa zgodba o uspehu, s katero se bomo lahko pohvalili tudi izven meja Slovenije. Hvala vsem tudi za pozornost in upam, da se srečamo v GeoSloveniji na sotočju prostorskih informacij.